In kar naenkrat ga ni več. Leto, ki se je začelo z obljubami in načrti, je izginilo, kot da bi ga odpihnil veter. Vse, kar smo načrtovali, vse, kar smo si želeli, se je odvilo v hipu. Leto 2025 je izginilo pred našimi očmi. Še včeraj smo odštevali sekunde do novega leta, danes pa se zdi, kot da je vse to le bežen spomin. Zdelo se je, kot da smo se 1. januarja vkrcali na hitri vlak, meseci so zbežali, dnevi so švignili mimo. Vsak teden je bil kot nova postaja, a nismo se nikoli zares ustavili, da bi zadihali. Komaj smo opazili hitrost, saj nas je povlekel ritem življenja. Ure so se vrtinčile, dogodki so se nizali drug za drugim, in pogosto smo pozabili, kako hitro beži čas. Nekateri dnevi so bili svetli, polni navdiha in veselja, drugi mirni, skoraj neopazni, a vlak se ni nikoli ustavil. Ne glede na vreme ali razpoloženje, potovanje je teklo naprej. Nenadoma smo na koncu. 365 dni je minilo, kot bi trenil z očesom. Ko pogledamo nazaj, se zdi, da je vse minilo še hitreje, kot smo pričakovali. Zdaj, ko stopamo na peron leta 2026, zbiramo svoje spomine in nauke. Vsak trenutek, vsaka izkušnja, vse, kar smo doživeli, nosimo s seboj v novo leto. Vožnja je bila hitra, polna presenečenj, včasih naporna, a je bila naša. Smejali smo se, jokali, rastli in se učili, in prav to daje letu poseben pomen. To energijo nosimo naprej, pripravljeni na naslednje potovanje. Z novimi sanjami, upanjem in pogumom stopamo v prihodnost, odločeni, da izkoristimo vsak trenutek, ki nam je dan. Čeprav je leto hitro minilo, ni bilo prazno. Vsak dan je prinesel nekaj posebnega, čeprav se je včasih zdelo, da čas beži mimo nas. Ko pogledamo nazaj, vidimo, da so se v vsakem trenutku skrivale drobne iskrice sreče, ki so skupaj ustvarile bogato zgodbo. Poglejte pobliže. Leto 2025 je bilo prepleteno z majhnimi radostmi, ki so se neopazno vpletale v vsak dan. Vsak nasmeh, vsaka prijazna beseda, vsak trenutek topline je postal del naše skupne tapiserije. Sladka jagoda, topel objem, drobne pozornosti, ki so nas razveselile in nam polepšale dan. Včasih je bil dovolj le kratek pogled ali stisk roke, da smo začutili povezanost. Sončni vzhod, ki vam je vzel dih, in trenutki, ko smo skupaj praznovali mejnike, navijali za prijatelje in se veselili njihovih uspehov. Vsaka zmaga, pa naj bo še tako majhna, je bila razlog za veselje. Našli smo mir v tihih trenutkih, ko smo se ustavili, zadihali in preprosto bili prisotni. Ti trenutki so nam dali moč, da smo se lažje spopadali z izzivi. Vsak spomin, velik ali majhen, je postal živahna nit v naši tapiseriji. Skupaj so ustvarili sliko, ki je polna barv, občutkov in zgodb, ki jih bomo nosili s seboj. Tudi običajni dnevi so imeli svojo lepoto. V rutini smo našli toplino, v preprostih opravilih zadovoljstvo. Vsakdanjik je bil poln majhnih čudežev, če smo jih le znali opaziti. Skupni smeh, nova glasba, dobro opravljeno delo, vse to so bili trenutki, ki so nas povezovali in nam dajali občutek pripadnosti. Vsak dan je bil priložnost za novo veselje. Hitrost leta je le poudarila njegovo bogastvo. Prav zaradi tega, ker je čas tako hitro tekel, smo se naučili ceniti vsak trenutek še bolj. Kar ostane, je briljanten kolaž nepozabnih trenutkov, ki nas bodo greli še dolgo v prihodnost. To je naša zgodba, tapiserija lepih trenutkov, ki jo skupaj tkemo iz dneva v dan. Se spomnite prvega dne leta 2025? Tistega svežega jutra, ko je bilo vse mogoče, ko so bile strani koledarja še prazne, in je bil občutek novega začetka skoraj otipljiv. Morda ste si obljubili, da bo to leto drugačno, boljše, bolj polno. Vsi smo čutili tisto vznemirjenje, ko smo vstopili v novo poglavje, polni upanja in pričakovanj. Leto se je zdelo neskončno, polno obljub. Zdelo se je, kot da imamo na voljo nešteto dni, da izpolnimo vse, kar smo si zadali in da bo časa vedno dovolj. Delali smo načrte, si zastavljali cilje in se potopili v vsakdanje življenje, ne zavedajoč se, kako hitro bo čas minil. Vsak teden smo si zapisovali opravila, vsak mesec smo preverjali napredek, a čas je tekel naprej, neustavljivo in tiho. Vsak dan je bil zaseden, vsak teden poln, in čas je neopaženo zbežal. Dnevi so se zlivali drug v drugega, tedni so bežali mimo, in preden smo se zavedli, je bilo leto skoraj mimo. Nenadoma smo na začetku leta 2026 presenečeni, kako hitro smo prispeli. Kot bi nekdo pritisnil na hitro previjanje, smo se znašli na novem začetku, z novimi vprašanji in spomini. Največja zvijača časa je, da leto izgine, medtem ko smo mi zaposleni z življenjem.
Medtem ko načrtujemo prihodnost ali obžalujemo preteklost, nam sedanjost polzi skozi prste kot pesek v peščeni uri. Pot za nami je zdaj del naše zgodbe. Vsak korak, vsaka odločitev, vsak trenutek, ki smo ga doživeli, je zapisan v knjigo našega življenja, ne glede na to, ali smo ga opazili ali ne. Življenje v sedanjosti nam je omogočilo, da smo vse to doživeli, ne da bi skrbeli za ciljno črto. Ko se ustavimo in zadihamo, opazimo lepoto trenutka in razumemo, da je prav zdaj vse, kar resnično imamo. Zdaj stojimo na pragu leta 2026, prazne knjige, ki čaka na naše zgodbe. Leto pred nami je skrivnost, polna možnosti. Morda se boste naučili nekaj novega, potovali nekam nepričakovano ali poglobili vezi z najbližjimi. Prava čarovnija je v presenečenjih in dogodivščinah, ki si jih še ne moremo predstavljati. Prišli bodo izzivi, a tudi smeh in rast. Ni nam treba poznati celotne zgodbe, samo napišite prvi stavek. Napolnimo to leto s pogumom, prijaznostjo in radovednostjo. Pustolovščina se začne zdaj. Ko pozdravljamo novo leto, poglejmo naprej z upanjem. Želim vam dobro zdravje, srečo v majhnih in velikih trenutkih, ter uspeh, ki ga boste sami določili. Naj najdete veselje na poti, ponos v svojem napredku in svetlobo v vsakem dnevu. Praznujmo skrivnosti in obljube prihodnosti. Srečno novo leto, naj bo leto 2026 svetlo, zdravo in polno čudes. Na nove dogodivščine in zgodbe, ki jih je še treba napisati. Naj se potovanje nadaljuje.